Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vabljeni k spremljanju nove oddaje Zdrav pozdrav. V tokratni informativni izobraževalni oddaji Zdrav pozdrav smo pozornost namenili tematikam z področja skupnostnega pristopa k zdravju, telesne dejavnosti, medsebojnega povezovanja različnih organizacij ter ohranjanja in razvoja turizma v ruralnem okolju. V prvem prispevku je predstavljena jesenska šola javnega zdravja oziroma dvodnevno izobraževanje, ki sta ga v začetku novembra v Radencih pripravila Center za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izobraževanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, je prisostvovalo čez 50 strokovnjakov iz cele Slovenije, rdeča nit dogodka pa je bil skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je tudi letos v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravil dvodnevno neformalno izobraževanje v Radencih, tokrat poimenovano Jesenska šola javnega zdravja, ki je bila namenjena razpravam, predavanjem in moderiranim delavnicam o skupnostnem pristopu, udeležili pa so se ga predstavniki in zaposleni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in njegovih 9 območnih enotah. Glavna ideja skupnostnega pristopa za 21. stoletje je pobrati najboljše iz obeh prejšnjih. To se pravi domačnost tradicionalnega skupnostnega pristopa, bližino, človeškost, toplino in evidence-based, to se pravi na znanju, na znanosti utemeljeno delovanje zdravstvenih institucij. Se pravi, po domače povedano, da imaš ti vrhunsko zdravstveno oskrbo v domačem okolju oziroma da znaš uporabljati njene dosežke za izboljšanje svojega zdravja pa svojih bližjih okolja in tako naprej. Skupnostni pristop temelji torej na tem, da se institucije, ki v okolju delujejo, medsebojno povežejo in tako izboljšajo kvaliteto življenja posameznikov, ki v tem okolju živijo. Na uspešen prehod iz institucionalnega v skupnostni način obravnave posameznika pa vpliva več dejavnikov. Tako kot sem uvodoma povedala, je pravzaprav en nebroj dejavnikov, nekatere lahko predvidimo, nekateri pa se v skupnosti odvijajo sami od sebe zelo dinamično in jih pravzaprav vnaprej ne moremo predvideti. Zato je pomembno, da imamo ekipo, da imamo nek tim, ki pravzaprav ga sestavljajo različni strokovnjaki, se pravi interdisciplinarni tim, ki imajo znanja ali pa veščine z različnih področij medicine, zdravstva, zdravja, družboslovnih znanosti, tudi ekonomije, da bi seveda na vse te izzive prehoda iz institucionalnega v skupnostno zmogli v posamezni skupnosti, kjer delujejo, čim bolj učinkovito odgovoriti oziroma se odzvati. Za uspešnost omenjenega prehoda pa je potrebno na nivoju države sprejeti takšne ukrepe, ki bodo omogočali boljše medsebojno povezovanje institucij in različnih deležnikov za boljše prepoznavanje težav in potreb, s katerimi se ljudje v okolju srečujejo in jih tudi skupno nagovorili. Vendar pa sistemske spremembe niso vedno enostavne. Ljudje smo pač taki, da se radi držimo nečesa, kar smo že osvojili in težko prehajamo na nove oblike dela. Mislim pa in verjamem, da je skupnostni pristop k zdravju toliko zanimiv in toliko nov in toliko boljši od predhodnih, da bo že zaradi tega nekako pritegnil pozornost in tudi, kolikor se je v Sloveniji že začel udejanjati, kaže izjemno dobre rezultate. Skupnostni pristop tudi pomeni, da vsi deležniki v družbi sodelujejo na svoj način, na nek način, poleg inštitucij sistema tudi druge. To je zelo pomembna zadeva, ampak pred tem seveda je pomembno, da doživimo neko spremembo v družbi. To pa je, da ni zdravstvo ali pa šolstvo strošek, pač pa naložba. To je zelo pomembno. S tem načinom potem bomo tudi prišli do tega, da bomo imeli zdravje v vseh politikah. Jesenska šola javnega zdravja je na enem mestu združila čez 50 strokovnih delavcev, ki so se s pomočjo predavateljev seznanjali z vedno bolj aktualno temo skupnostnega delovanja v družbi. Takšna izobraževanja so izjemnega pomena, saj gre za nov koncept, ki ga morajo najprej dobro spoznati in prevzeti ravno strokovnjaki s področja javnega zdravja, da ga bo potem mogoče postopoma uvesti v okolja, v katerih delujejo.
Zmeraj je tako, bom rekla, ne formalno, ampak neko podiplomsko, kontinuirano usposabljanje nujno potrebno, da vsak strokovnjak na svojem področju drži nek stik z novimi stvarmi, novimi področji, novimi vprašanji, ki se pač v stroki pojavljajo, hkrati pa, da to lahko komunicira, se pogovori, svoje poglede izmenja tudi z drugimi, ki pač na nekem širšem problemskem področju delujejo. V splošnem je seveda brez takih dogodkov razvoj ne gre naprej. Tukaj se dobivajo ljudje, ki se zanimajo za neko tematiko, izmenjajo ideje, izmenjajo informacije in ustvari se neka sinergija in neka moč za nadaljni razvoj. To v tem smislu je nujno. To je vsebinsko zelo pomembno za celo populacijo in moramo iti v ta skupnostni pristop, ker bomo ljudje imeli veliko boljše zdravje, boljšo dostopnost in drugačno organiziranost. To vrstna neformalna izobraževanja pripomorejo k lažjemu in učinkovitejšemu reševanju vsakdanjih situacij, saj skozi praktične vaje udeleženci simulirajo situacije iz realnega življenja. Prav primerov iz prakse na letošnji šoli javnega zdravja ni manjkalo in prav te so se udeležencem glede na ocene zdele najbolj uporabne in so si jih zaželeli še v prihodnje. V drugem prispevku vam predstavljamo pomen in namen zelenih parkov, ki so oziroma še bodo izgrajeni v okviru čezmejnega projekta Green Exercise. Na slovenski strani meje v Pomurju in na madžarski strani meje v Porabju ter na območju Železne županije bo skupno 9 zelenih parkov, ki so namenjeni vsem starostnim in ciljnim skupinam, saj so v njih postavljena številna igrala in naprave za gibanje na prostem in medgeneracijsko druženje. Na slovenski strani meje so namenu že predali 2 parka. Prvi je lociran v Martjancih pri športno-rekreacijskem centru, drugi pa v Prosenjakovcih pri dvojezični osnovni šoli. Čezmejni projekt Green Exercise, ki se izvaja v Sloveniji in na Madžarskem, je namenjen razvoju turističnih produktov, kot so tudi zeleni parki, s katerimi pripomoremo k prepoznavnosti naravne in kulturne dediščine ob slovensko-madžarski meji. Green Exercise se izvaja v okviru programa Interreg in sicer po prioritetni osi, ki je orientirana v zeleni turizem. V okviru programa Interreg 5A Slovenija-Madžarska je na voljo okrog 15 milijonov evropskih sredstev, ki se razdelijo med 2 prioritete. Na prvo, kjer je bolj orientirana v zeleni turizem, okrog 10 milijonov, na drugi prioriteti, ki je pa orientirana v institucionalno sodelovanje in pa krepitev institucionalne sposobnosti, pa 3 milijone pa nekaj. Trenutno imamo potrjenih 20 projektov, od tega gre za 7 projektov tehnične pomoči, kjer gre za institucionalno sposobnost vodenja programov in povezovanja, medtem ko teh 13 projektov se pa deli nekje 9 projektov na prvo prioritetno os in pa 4 na drugi prioritetni osi. Znotraj projekta Green Exercise so oziroma še bodo nastali manjši projekti oziroma zeleni parki. Gre za tako imenovane rekreacijske centre za gibanje na prostem in aktivno preživljanje prostega časa. Teh centrov oziroma parkov bo skupno 9, 4 na slovenski, 5 pa na madžarski strani. V Porabju in na območju Železne županije so že izgradili vseh 5 parkov in sicer pri hotelu Lipa v Monoštru, v Sakalovcih, na Dolnjem in Gornjem Seniku, ter v Sala Pitjerseru, v Pomurju pa sta zgrajena 2 parka in sicer pri dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci ter pri športno-rekreacijskem centru Martjanci, 2, ki sta še v nastajanju, bosta izgrajena prihodnje leto v Markovcih in pri Gradu. Vsak park pa ima tudi svojo zgodbo oziroma rdečo nit. Res je bil to projekt znotraj projekta, bi lahko rekli, kajti več kot 1 leto smo pripravljali načrte, iskali ideje, rešitve. Kar je posebnost zelenega parka Martjanci je to, da je namenjen tudi posebnim ciljnim skupinam, predvsem ranljivim, in upamo, da bodo tudi ti prišli k nam, se tukaj družili in skupaj z drugimi ciljnimi skupinami, to so mlade družine, aktivnejši športniki, preživljali in se gibali na prostem. Predvsem pomembno je tudi to, da bomo dvignili turistično ponudbo kraja, ki je že bogata, ampak takšne ponudbe pa v naši okolici še ni. Z novo pridobitvijo so zelo zadovoljni tudi na dvojezični osnovni šoli v Prosenjakovcih. Veliko pozornosti namreč posvečajo zdravemu načinu življenja, zato so v letošnjem šolskem letu uvedli istoimenski učni predmet.
Pri uresničevanju tovrstnega življenjskega sloga jim bo veliko pomoč tudi zeleni park z igrali in napravami, ki so primerne tako za vrtčevske in osnovnošolske otroke, kot tudi za dijake in odrasle. Zelo smo srečni, da smo z letošnjim šolskim letom pridobili ta igrala, ker nam je zelo pomembno, da se naši učenci veliko gibajo, da so na prostosti, da so zunaj in to je velika pridobitev za našo šolo. Te naprave se razlikujejo in so v glavnem za krepitev mišic trupa, bolj za poligon, ki v bistvu krepimo celotno telo lahko, hlodi, ki so za razvijanje ravnotežja, bolj razna plezala, ki jih vidimo tukaj tudi pred nami, ki so pa tudi v bistvu za razvijanje vseh ostalih psihomotoričnih sposobnosti, od moči rok, trupa, nog in pa bi se še mogoče kaj našlo. Poleg tega, da se krepijo psihomotorične sposobnosti, vse od moči do vzdržljivosti, je še tukaj korist ta, da se gibajo v naravi, da se med sabo družijo in si v bistvu tudi pomagajo. Da mogoče, če ne morejo kaj sami premagati katero od zastavljenih nalog, da si v bistvu en drugemu pomagajo. Zeleni parki na obeh straneh meje bodo torej dolgoročno povečali turistične znamenitosti regije ter pripomogli k zvišanju kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Še posebej pomembno pri tem pa je, da postanejo zanimivi za obiskovalce, ki se bodo zelenih parkov in naprav v njih posluževali. Tukaj v Martjancih je to dokaj enostavno, moram povedati, ker je zeleni park lociran točno ob kolesarski povezavi Murska Sobota, Moravske Toplice, ker je že predtem, ko je tu nastal zeleni park, bilo veliko pretoka oziroma veliko kolesarjev in pohodnikov. Tukaj poteka tudi PPP, se pravi Pomurska planinska pot, in pa številne poti za nordijsko hojo, za kolesarske poti so tukaj izpeljane, tako da smo dejansko videli tukaj potrebo. Ta igrala, ki smo jih tukaj imeli, so bila že obljudena, veliko otrok oziroma mladih družin se je tukaj že ustavljalo in nekako je ideja prišla kar sama v sebe, če smem uporabiti ta izraz. Seveda smo bili pozorni na potrebe v okolici, ampak dokaj enostavno je sedaj bilo privabiti ljudi, po eni strani se celo bojim, da bo še preveč obiskan. V tretjem prispevku se ponovno vračamo na področje zdravja. V mesecu aprilu, ko obeležujemo Svetovni dan zdravja, so tudi v Murski Soboti na ta dan potekale številne aktivnosti. Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota in Policijska uprava Murska Sobota so soorganizatorji dogodka, ki je potekal na Trgu kulture in je bil letos namenjen duševnemu zdravju. Na enem mestu so se tudi tokrat zbrale številne nevladne organizacije, društva in ustanove, ki so za javnost pripravile številne aktivnosti za ozaveščanje o omenjeni temi. Že vrsto let 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja. V želji po večjem osveščanju javnosti se vsako leto izpostavi določena tema z področja zdravja. Letošnji Svetovni dan zdravja je bil posvečen duševnemu zdravju in sicer njegovi prepoznavi in obravnavi ter njegovih preventivah v vseh življenjskih obdobjih. Tudi v Sloveniji so zato v zvezi s tem potekale številne aktivnosti, tako na nacionalni kot na lokalni ravni. Svetovnemu dnevu zdravja se mnogo let zapovrstjo pridružujejo tudi številne pomurske nevladne organizacije, društva in ustanove, ter tako pripomorejo k kvalitetni izvedbi tega dne tudi v Pomurju. Vsaka se na svoj način ukvarja z krepitvijo duševnega zdravja in kot celota bomo zagotovo prispevali k boljšem počutju, k boljšem prepoznavanju depresije, k prepričevanju slabega počutja, ker danes smo prikazali in organizirali različne aktivnosti. Začeli smo program z pesmijo, z glasbo, kar blagodejno vpliva na duševno zdravje. Nadaljevali smo z promocijo različnih oblik gibanja, skupaj smo telovadili, odpravili smo se skupinsko na pohod nordijske hoje,
ob 12. imamo skupinsko kolesarjenje. Skratka, te oblike aktivnosti, katere lahko večina prebivalcev opravlja brez nekih velikih stroškov ali nekega dodatnega napora, smo prikazali in se upamo, da bomo na ta način spodbudili prebivalce k več gibanja in več druženja. Med sodelujočimi organizacijami, ki so sodelovali na prireditvi ob Svetovnem dnevu zdravja na Trgu kulture v Murski Soboti, je bil tudi letos Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. Ta se je predstavljal z dvema akcijama, in sicer spodbujanjem mobilnosti predvsem pri otrocih ter s promocijo in predstavitvijo projekta On the Move, ki je spodbujal in ozaveščal predšolske otroke in njihove družine k bolj zdravemu načinu prehranjevanja in telesni dejavnosti. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota namreč skozi svoje delovanje namenja veliko pozornosti ravno spodbujanju in razvijanju zdravega življenjskega sloga in dvigu kvalitete življenja prebivalcev naše regije. Center za zdravje in razvoj je bil ustanovljen ravno z namenom nekako zmanjševanja neenakosti v zdravju in pa vplivanja na različne determinante zdravja. Mi se že od same ustanovitve naprej trudimo, da z različnimi aktivnostmi, ki pokrivajo različna strokovna področja, bodi si od zdravega življenjskega sloga, gibanja, preko turizma, preko varovanja okolja, preko kulture tudi, da dejansko nekako skušamo vse to združiti pod eno skupno marelo. Pri tem nam je veliko pomoč tudi regionalna akcijska skupina, katere tehnični koordinator smo, kjer dejansko združujemo preko 40 organizacij, predvsem nevladnih institucij, pa tudi vladnih, in skušamo nekako z temi aktivnostmi prispevati k dvigu kvalitete življenja Pomurcev, predvsem pa preko te skupine zaznavamo potrebe, ki so na terenu, jih skušamo odpraviti in nekako tudi z skupnimi akcijami prispevati k čim boljšemu zdravju vseh prebivalcev Pomurja. Zdrav življenjski slog in posledično boljše zdravje prebivalcev bistveno pripomoreta tudi pri preprečevanju nastanka depresije oziroma drugih tovrstnih bolezni, ki vplivajo na duševno zdravje, s tem pa posledično preprečita tudi različne oblike zasvojenosti. Ravno z namenom ozaveščanja o številnih posledicah zasvojenosti, predvsem pri mladih, so na dogodku ob Svetovnem dnevu zdravja sodelovali tudi člani Centra za preprečevanje odvisnosti, ki skozi celo leto številnimi ukrepi delujejo na področju preventive. Zdaj, preventiva se lahko začne že zelo zgodaj, niti ne toliko govora o sami drogi, koliko o nekem zdravem življenjskem slogu. Naš cilj pa je vse bolj senzibilizirati tudi strokovne delavce, ki delajo z mladimi, da so pozorni na prve znake, da so pozorni na te zgodnje poskuse. Namreč takrat lahko veliko naredimo, da ne pride do razvoja zasvojenosti. Torej delo z mladimi, da jih učimo res zdravega načina in sproščanja in zabave, kar so normalne potrebe, ampak da teh potreb ne zadovoljujejo preko droge. Dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja, ki je sicer potekal že aprila, je po svoji vsebini in namenu vedno aktualen, ne glede na temo, ki jo obravnava. Zdravje je namreč prva želja vsakega posameznika, zato so tudi tovrstni dogodki, ki na enem mestu združijo strokovno in laično javnost, zaželeni in koristni. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Vabimo vas, da si ogledate tudi našo prihodnjo oddajo, ki bo na sporedu januarja. Takrat vam bomo med drugim predstavili tudi teme z področja domače lokalne kulinarike. Do takrat pa skrbite zase in svoje zdravje ter preživite lepe in aktivne praznike. Se vidimo po novem letu, do takrat pa zdrav pozdrav!